Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani. Maria Garcia de Fleury iz Venezuele. Venezuela, kolikor vem, je južnoameriška država. Venezuela. Ona je sociologinja z diplomo iz verske pedagogike in predsednica svetovnega apostolata naše Gospe iz Koromota. Tega apostolata jaz nisem ne poznam. In pravi, da je doživela za božič naslednje. Pravi, šli smo v sirotišnico v Sabaneti Hatillo, to se pravi nekje v Venezueli. Pravi, in tam je bilo veliko otrok iz Venezuele, pa tudi otrok raznih priseljencev. Veste, kaj so sirote, se pravi brez staršev, ali starši umrli, ali pa starši, kakorkoli že niso, pač otroci so bili brez staršev. Tisti sirotišnici. Pravi, prišli smo tja, pravi, in potem šli smo tja v sirotišnico, da bi otrokom povedali, kaj se je zgodilo pred 20 leti, ko sta svet Jožef pa Marija šla v Betlehem in kako je Marija rodila Jezusa v tistem hlevu med osnom pa med volom in kako so ga položili v jasli, ker zanjo ni bilo prostora v nobenem prenočišču, v nobeni gostilnici. Tam v Betlehemu vse je bilo polno, ker se je vse hodilo tja popisovati. Oziroma niso izprejeli, zakaj ne bomo videli na sodni dan. Ja, no, kakorkoli že, to so povedali, in pravi vsi tisti uslužbenci v tisti sirotišnici, pa otroci so seveda vsi poslušali z odprtimi očmi. Nekateri so vedno že vedeli, kaj se je zgodilo, nekateri mogoče še ne. No, potem so pa dali vsakemu otroku 3 koščke kartona, da bi napravil jaslice, kvadrat iz papirja in neko rumeno zadevo, da bi lahko iz nje da bi otroci napravili slamo iz tiste rumene stvari, neka rumena, verjetno kakšno blago ali pa papir, pa še en kos platna iz neke flanelske srajce, da bi napravili dejco za deteta Jezusa iz tistih jaslicah, ko bi ga naredili. Pa pravi še nekaj sivega pilca za to, da so napravili figurico deteta Jezusa. Pravi, in medtem, ko so delali, kak je že tega gospe ime Maria Garcia, medtem, ko so delali, je ta gospa Maria Garcia hodila tam med tistimi mizicami, kjer so to delali ti otroci. Pravi, in je prišla do mizice, kjer je bil nek 6-letni fantek, ki mu je bilo ime Andres. Pravi, in potem gleda in ugotovi, da v Andresovih jaslicah ni samo en otrok, ampak sta 2. Pravi, potem ga je pa vprašal, pravi, zakaj pa 2 otroka v tej posteljici, v teh jaslicah. In potem je ta Andres takole odgovoril. Pravi, on je ponovil celo tisto zgodbo, ko smo mi povedali, kaj se je zgodilo za božič pred 20 leti. Pravi, potem je pa na koncu dodal, pravi, ko je Marija položila Jezusa v jaslice, me je Jezus pogledal in me vprašal, če me imam kam iti, če lahko kam grem. Pa sem mu rekel, da nimam kam iti, da nimam ne očeta, ne mame in nimam nobenega doma. Pravi, potem mi je pa Jezus rekel, da lahko ostanem z njim. In potem je nadaljeval naprej, pravi. Rekel sem Jezusu, da ne morem ostati pri njemu, z njim, pravi, ker mu nimam ničesar ponuditi, nobenega daru nimam, da bi mu lahko ga dal, ampak rad bi ostal z njim, pa sem mislil, da bo mogoče dober dar za njega, če mu podarim svojo toploto. Ker so rekli, da je Jezus zeblo. Potem sem ga poprašal, Jezus, če ti dam svojo toploto, ali je to dober dar za tebe? In Jezus mi je odgovoril, pravi, če mi daš svojo toploto, pravi, bo to najboljši dar, kar sem kdajkoli dobil. Pravi, in zato sem v posteljico k njemu dal še samega sebe.
To so bila 2 otroka v jaslicah. Pravi, in potem je Jezus pogledal in mi je rekel, pravi, tukaj lahko ostaneš z mano, za večno lahko ostaneš tukaj z mano. Pa mislite, 6 let star otrok. Boljši teolog kot marsikateri moderen teolog v Vatikanu, pa kje drugje po svetu. No, potem pa pravi, to je bila za to Marijo Garcijo nepričakovana lekcija, pravi, nepričakovan pouk. Pravi, in ko je mali Andres končal s to svojo pripovedjo, pravi, so se mu očke zasvetile in po njegovih licih so stekle njegove solze. Pravi, spoznal je nekoga, ki ga ne bo nikoli zapustil. Pravi, nekdo, ki mu bo dal varnost, pravi, ljubezen, zaupanje. Pravi, nekdo, ki bo z njim za vek komaj. Pravi, in ta Marija Garcija pravi, naučila sem se, pravi, da na svetu ne štejejo stvari, ki jih imaš, pravi, ampak ljudje, ki te spremljajo. Pravi, to je tisto resnično pomembno. Pravi, ta božič iščemo torej prijateljstvo z Bogom, s prijateljem, ki nas nikoli ne izda in nas nikoli ne zapusti. Vidite, da je to takšen lep dogodek, ki se je res zgodil, ta otrok je dejansko povedal resnico. Bral sem pa prejšnji teden en članek v The Remnantu na spletu, iz The Remnanta, ki ga verjetno mnogi od nas poznate. In v tem članku je nek člankar Morrison se piše, katerega članki so zelo dobri, zelo rad berem Morrisa. Robert Morrison, mislim, da je, ki že živi. Ja, no in, ampak zadnji članek, ko ga je napisal, je popolnoma zgrešen. Zakaj? Pravi, v tem zadnjem članku pravi, da nam sploh ni treba nič sočutiti do Jezusa, pravi, ki ga je zeblo v Betlehemu, pravi, zakaj? Pravi, zato, navaja nekaj duhovnika iz leta 1955, ki naj bi napisal neki knjigi, meni, da to nekaj člankov, da tistih duhovnikov navajam, pravi, da nam sploh ne treba nič biti sočutni z Jezusom, ki ga je zeblo v Betlehemu, zato, ker Jezus je pač učlovečena modrost in on je sam si izbral, da se bo rodil v Betlehemu, tam med tistim volom pa medoslom, in da bo položen jasni, da to nimamo nobene dolžnosti biti sočutni. To je pa absolutni nesmisel. Kako je, da razumete? Pa kaj potem, če je Jezus vedel, seveda Jezus je Bog, on je vedel, on ni omejen s časom, pa s prostorom, ni omejen, ni navezan na čas, vedel je, kako se bo človečil, kje se že, vse je bilo po njegovi previdnosti, to je res. Ampak to nič nas ne odvezuje, da nismo z njim sočutni. On je nam tako vedel, da bo umrl na križu, pa da bo pod križem Marija trpela skupaj z njim, pa da bo trpel pred tem, ko bi na križu, ampak to nas ne odvezuje od tega, da smo mi z njim sočutni. Zakaj pa potem angelu Fatimi pravi otrokom, tolažite svojega Boga? Ja, če nisi nekomu sočuten, ga ne moreš tolažiti. Tolažba, sočutje je kaj? Sočutje je otrok, kaj ljubezni, nesebična ljubezen do Boga. Je popolnoma zgrešen članek nekega duhovnika iz 1955. leta. Zgrešen je popolnoma nasprotno vsem tem, kar vemo iz teologije. Ampak kaj smo? Duhovniki se lahko tudi motijo, da se motijo, če se še papež moti, kaj se duhovniki ne bi. Ja, vidite, tako nam je ta otrok pokazal, kako pomembno je, da smo sočutni z Jezusom. No, in še ena stvar. Kdo že pravi to? Ja, nek brazilski teolog pravi, ko so Clovisa, ko smo govorili zadnjič o Frankovskem kralju Clovisu, ko je se dal krstiti, preden so ga krstili, so njega pa njegove Franke, to na 1000 Frankov, vojakov in tako naprej, sem seveda oznanili evangelij in povedali, kaj se je zgodilo, kako z Jezusom, čovečenim Bogom, in potem, ko so prišli do Jezusovega trpljenja, pa smrti na križu, je Clovis rekel, pravi, če bi jaz bil s tvojimi Franki takrat tam, ne bi dovolil, da bi Jezusa tako močili pa na križ prebili. In vsi njegovi Franki vojaki, ki so bili zraven, so s ulicami udarili po tleh in so rekli, tako je. Vidite, in ta brazilski teolog pravi, to sočutje, ta ljubezen tega Clovisa pa njegovih Frankov, pravi, zato sočutje Jezus videl takrat, ko je umira na križu. Na Kalvariji, pravi, in ga je že takrat mu je bilo to tolažbo, ker Jezus ni vezan na čas. Vidite, enako je s tem otrokom,
Andrejasom, vidite. Jezus je že takrat za Božič videl, preden so šli, da bo Andrejas nekoč to rekel, vidite, da bo sočutil na njega, da mu bo ponudil svojo toploto, da bo sta skupaj jasni se lahko žali, vidite, že takrat videl, vidite, in ga je to takrat olažilo. Vidimo tudi to, tako je tudi z nami, vidite. Torej, naše sočutje z Bogom je zelo pomembno in v Ameriki je The Angeles, se pravi, založba Bratušnic iz 50. izdala knjigo z naslovom Naša gospa od sočutja, vidite. In to bilo kaj, to je letos izdala, pred kratkim, ni tako dolgo. Iz te knjige sem mogel naučiti, ker naročim samo takrat, ko naročim njihovo ordo pa koledar na konc leta, drugo leto, če Bog da, ga bo naučil. Vidite, naša gospa sočutja, kako pomembno je sočutje, ki ga imamo, vidite, do našega trpečega Boga in seveda sočutje do Jezusa, ki ga je zjevilo v Betlehemu. No, obstaja neka božja služabnica, sestra konzulata Betrone, Duša Žrte je bila, ona je živela v Italiji 1903-1946, mistična duša, vidite, njej je Jezus rekel, pravi, da naj je molitev, Jezus, Marija, ljubim vaju, rešita duše. Vidite, to molitev sem vam dal v obliki rožnega venca, ta rožni venc je pa napravila ena redovnica, kolikor vem, iz tega reda, ki je povezana s tem razodetjem. Iz tega reda, ko je bila s testem gozanatom, to so pa boge Klarise, ja. Red v boge Klarise, zdaj. Jezus je rekel, pravi, to je lepše molitve ne možeš imeti, ko je to dobro. Oče naš je seveda par excellence, zdrava Marija, pravi, pa tako, od Oče naša, zdrava Marija, Jezus, Marija, ljubim vaju, rešita duše. Sicer eni še više, da ste dodali še Jožefa zraven, ampak razodeta je samo Jezus, Marija, ljubim vaju, rešita duše, čisto dosti, ne. Ni treba Jožefa dodati zraven, Jožef ne vrneš hud zaradi tega. No, današnji evangelij pravi, vidite, kaj pravi, Jezus bo padec in stajenje mnogih v Izraelu, vidite, in tako je tudi Jezus padec stvarjenje mnogih ves čas, odkar je prišel na zemljo. Ja, že prednji je prišel na zemljo, vidite, ker je bil njegov prihod razodet od Adama pa Eve naprej proti evangeliju. Ja, in pravi, Jezus bo znamenje, kateremu se nasprotuje. Jaz ne vem, če ste vi takšno znamenje v vašem življenju, ampak moram reči, da kjerkoli sem, vedno sem znamenje nasprotovanja. Če me vidijo, ali zanaš kaj, kakšno rečejo, kaj, izgovorijo Marina ime v Taljaš in brez potrebe, ali pa, ko sem bil še dol v Beli krajini, so zanaš spekleli Boga, ko sem šel v trgovino, tudi jaz sem na glas, potem rekel, to najbolj hvalni gospod, da mi je v latinščini sem za glas zaklical. Ja, kjer kamor pridem, samo ko sem v Talarju, pa imam križ gor, ne vsi, eni so to prijazni, tako jim pokažejo in celo po v trgovini mi so enkrat rekel, ko sem šel, je rekel z Bogom, sem skoraj padel presenečen. Ja, vidite, ne vsi, so pa takšni, seveda vedno hodiš za mojimi petami in Bog nič mi ne more. In ima svoje služabnike, tisti sploh raznorijo, ko me zagledajo in me ne morejo. Ja, no in seveda to, da Jezus pade s stajenjem mnogih, to nam ni treba dokazovati. Povedamo še en primer, da bom predolg. José Hernández iz Kanade ima pa španski ime, pa španski priimek, pa iz Kanade doma. A vidite, on je bil elektroinženir in je tam vzdrževal neke daljnovode ob cesti v Kanadi. In je 6. januarja 2000, se pravi pred 24 leti, je že 25 let skoraj, je bil 46 let star in se je nekdo v njegov tovornjaček, ki ga je imel, zaletel, njegov sodelavec je zaletel njegov tovornjak in je končal José Hernández je končal z zlomljenimi rebri in seveda z zlomljenimi rebri in klinično mrtev, ni dihal, ni srce mu ne delalo, ni dal znaka življenja. No, potem on pravi, da je bil takrat ateist, on je veroval v kozmično-biološko evolucijo, seveda v znanost, ki vse razloži, kako je svet nastal sam od sebe, pred 13,8 milijardami let. Vse je samo na sebe ostalo, mizica pogrne se in on je bil prepričan, da ima ta znanost prav in ni veroval nobenega Boga, bil ateist, se pravi. Pravi,
ampak ko je bil pa fizično, ko je tiste bolečine prenašal, zlomljeni rebri, ko je bil pravi, je pa začel razmišljati o Bogu. Zanimivo, ne, pravijo, če hočeš virovati, moraš iti tam na letalo gor pa na ladjo, ne, pa na letalo pa ladji in noben brez vere, če pride kakšne težave. Pravi, začel razmišljati o Bogu, pravi, in začel si sam sebi začel govoriti, pravi, sam od sebe začel moliti k Bogu, pravi, pa je pa rekel Bogu, pravi, v Bogu, katerega sploh ni veroval, ne, je rekel, pravi, veš kaj, pravi, če me pripelješ skozi tale dogodek, pravi, živega, sem pa spremenil, je rekel Bogu. No, potem je pa, potem se je začel spraševati, kaj pa, če je Bog resničen. No, potem je pa šel skozi tisti predor in naenkrat bil klinično mrtev in se je znašel znašel pred Bogom. Pravi, jaz sem mislil, pravi, da ne bom srečal nikogar in da se bom spremenil nič, da me ne bo več, ne, ko bom umrl. Ampak ugotovil je, da sploh ni, čeprav da je njegov telo mrtvo, ampak on je bil pa živ. Pravi, in potem je pa srečal svojega očeta na drugi strani. Nekega človeka, nekoga je videl, ki mu je dal roko na ramo, pa ki je bil ves čas z njim in to je zelo potolažilo. Potem je pa srečal svojega očeta, ki je bil pokojen. Pravi, in s tem očetom sta imela, ko je bil še oče živ, sta imela zelo težke odnose, nedobre odnose. Pravi, potem so se pa na oni strani z očetom spravila, sta postala prijatelja. Ja, in pravi, nikoli mu ni rekel v življenju, da ima rad oče, ampak tam so se pa potem spravila, pa sta se imela rada. Pravi, in ko se je Fernandez spomnil na ta svet, je postal katoličan. Se pravi, da je šlo za to pravo srečanje z Bogom, pa z Jezusom, pa z njegovim očetom in je postal katoličan. Se pravi, 3 minute je bil klinično mrtev in 3 minute so zadostovale, da je iz ateista brezbožneža postal katoličan, vernik. Seveda, boljše je, če človek ne čaka na to, da bom klinično mrtev, ampak da se da prej krstiti, ne. Da prej postane katoličan. Vedno potem malo, pa vidite, za njega je bil Jezus kaj? Vidite, njem je bil Jezus ustajenje, ne pa upadec. No, potem imamo pa naše moderniste, recimo takšnega modernega škofa, italijanskega škofa, ki pravi, Dario Olivero, škof v Pinerolu v Italiji, predsednik ekumenske komisije italijanske školske konference in pravi, da predlaga, da ukinejo v Italiji verouk, katoliški verouk v državnih šolah, ker imajo verouk, in da ga nadomestijo z obvezno uro, kaj mislite česa, verskega pluralizma, ekumenizma. Se pravi, konc verouka, ni treba nič o Bogu več, pa o Jezusu, pa o Mariji, se pa več pravi, da vse vere vodijo v Bogu, ne. Namesto verouka naj imajo versko vzgojo, vse vere propagirajo. No, in potem recimo padec našega papeža Frančiška, ni prvi, verjetno ni tudi zadnji, je ten papež Frančišek, ki je odobril obred Majev, in ta obred Majev vsebuje ogromno praznoverja tistih Aztekov, ko so imeli tisto praznoverje, tle so na sliki ženske s tistimi kadilnicami, to je ta maša, ta mašni obred teh Majev je popolnoma, bi rekel, popolnoma poganska zadeva. Nima pa nobene podobnosti več z našo mašo, ki imamo mi, tudi z njo so navadno mašanje. Ampak to je papež odobril, ker on pravi, da vse vere vodijo da vse vere vodijo v Boga. In se pravi, da je čisto prežiseno, kaj smo. Ali smo katoličani, ali smo kaj drugega. Kar pa seveda Cerkev ni nikoli učila in seveda ni res. Vidite, to je res tragedija, ne. Ampak, vidite, to je napovedano ob Jezusovem rojstvu. Simon Starček je rekel, pravi, ta otrok bo padec ene mnogih, in bo znamenje, kateremu se bo nasprotovalo. Dragi moji verniki, jaz vam želim, da bi bili takšna znamenja nasprotovanja, čeprav ni lahko, ne.
Ni lahko, ampak če molimo, prosimo za to, pa če se zavedamo, vidite, da je to velika milost, da smo nami nasprotovanja v tem svetu, ker potem smo najbolj podobni Jezusu, ki je bil to, vidite, vse življenje, vemo, kaj se je z njim zgodilo. In hkrati seveda vam voščim srečno in mirno novo Gospodovo leto, Anno Domini 2025. Vidite, naša beseda sreča pride od beseda srečanje, ampak vidite, vsako srečanje na tem svetu se vedno konča kaj s slovesom. Vedno je treba slovo od dneva, slovo od samega sebe, ko gremo spat vsak dan, ali slovo od kogarkoli, s katerim se srečamo. Vidite, zato na tem svetu seveda že samo to dejstvo nam pove, da na tem svetu ne moremo biti srečni, ker sreča mora biti nekaj, kar traja, nekaj, kar se ne konča. Vidite, na tem svetu se pa vedno konča. Vidite, in mirno je lahko seveda samo relativno mirno, ker na tem svetu ne bo nikoli miru, tudi naše srce lahko mirno samo Bogu, pravi sveti Avguštin. Vidite, zato vse ta voščila, vidite, ki si jih bomo voščili ob novem letu, morajo vedno kazati na kaj? Na vesto srečanje z večnim, srečanje z Bogom, vidite. Ko bomo enkrat pri njemu v nebesih, ne bo nikoli več slovesa, vidite, da to bo sreča, trajna sreča. In tisti mir pri Bogu, vidite, za katerega molimo, ko molimo z dušo visokega Gospoda in večni mir in pokoj, je lahko seveda trajni mir samo pri Bogu v nebesih. To imejte vedno pred očmi, zato mora biti vsako naše voščilo, ki ga izrečemo, srečno novo leto, mirno leto, srečno, dobro, vse dobro, mora biti vedno z misljo na večno srečo, šele tam bo srečno in veselo. Torej, srečno novo leto in mirno novo leto in srečno, mirno, večno nam Bog da in vam mir Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.